Danes bomo govorili o alkaloidih. To so ene posebne rastlinske snovi, velika skupina rastlinskih snovi, katerim je skupno, da v svoji strukturi vsebujejo dušik in da nastajajo iz aminokislin. Tudi precej pogosta lastnost alkaloidov je, da imajo zelo močne biološke učinke, tudi močne terapevtske učinke. Tako močne, da jih pa pogosto ne moremo uporabljati v fitoterapiji, ker v fitoterapiji v obliki enostavnih pripravkov, kot so čaj in tinkture, jih ne moremo dovolj natančno odmerjati. Še posebej, ker ne vemo, ali imamo neko rastlino iz dobre letine ali iz slabe letine. Lahko pa jih uporabljamo v medicini v izolirani obliki. Naprimer, atropin iz volčje češnje je tako zdravilo, pa morfin iz maka je tudi tako zdravilo, ki ga lahko uporabljamo v izolirani obliki, natančno odmerjeno. Nekaj pa je izjem, ko lahko tudi alkaloide uporabljamo v fitoterapiji. Recimo ena taka vmesna je efedrin iz efedre. Efedrin čaj lahko kakšen skrben, ne čisto vsak zeliščar, ampak skrben zeliščar, ki nekoliko preveri svojega bolnika, ki ga zdravi in ki natančno odmeri in ga opozori, lahko uporablja pri določenih stanjih. Povsem varna je pa recimo alkaloid kofein, naprimer iz zelenega čaja, ki pa ga lahko uporabljamo ne samo v fitoterapevtske namene, ampak tudi kot osvežilni čaj, kot poživilo za vsakodnevno rabo. Skratka, raznolika skupina snovi so te alkaloidi in če bi radi več izvedeli o alkaloidih in tudi o drugih zdravilnih rastlinah, vabljeni na naše tečaje, o katerih izveste več na spletni strani fitoterapija.si.